The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. To not. Ko so si jaz to dala tako blizu usta. Babar. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. S Petro ta teden, le o čem bova govorila, Flandrija, vsi veseli, danes se mi zdi, da že cel dopoldan se pogovarjamo skoraj da ne samo temu. Zdaj so se tudi runde začele, pohvalno nas je bilo skozi koliko, 20 do 30 nekje, ne? Ja, kar. Tako da je bilo že kar luštan. Pol mava še par novosti je od koles, to si ti kaj pogledala? A koles ne. Pač to, kar je bilo zdaj na Flandriji. Ja, ti sem nekaj videla, no. Ja, ti povedal, jaz sem pa čudila. Pa še par dirk in to je to, tako da uživite. Še enkrat se moram zahvaliti Jimbimu, ki je dal une elektrolite, pa še par nagrad sem jaz potalil, ker nam je ostal te šejkarje pa bidoni, tako da tisti, ki ste dobili v soboto po izletu, evo, uživite. Kaj nekaj je še ostalo, tako da vas bomo še malo nafutrali še pred rundam. Ja. Načeloma bom jaz tako probala, da bo vedno, no, vsaj pred izleti, če ne pred rundam, da bo vedno možnost nekih napitkov, če naš ti z rihtom pa jaz kaj probala. No, zmenen. Ja. Zdaj pa nič. Ja, jaz bi se še zahvalil vsem, ki ste te nove hlače, ki ste jih že vzeli. Mislim, da medium velikosti, ne imamo sam še ene ali jih je pa zmanjkalo. Nore so. Tako da sem že naročil novo pošiljko in to je to, tako da tisti, ki imate pa S, L pa XL, je pa še neki zaloge, tako da se lahko oglasite in sprobate. Ženske imamo pa small pa medium. Tako da ja, nič, to je to, ko greva kar Flandrija. Ja. Vi ste gledali kle, si mi že povedala, da je bilo poln dancev. Ja, imeli smo poln lokal, tudi naši so prišli gledati, tako da je bilo res dobro zagledati. Včasih, ko smo gledali fuzbal tekme, tako zdaj tole gledamo in to je bilo noro. Jaz sem prišla glih z kolesa, sem šla še prej, Mersat je že malo pred mano se vrnil in sem rekla, sej najbrž nam benga, nedelja, sonček, gor dol, pridem poln lokal, noter je bilo 10 dancev. In oni so vsi tako pač se začnejo pogovarjati, jaz sem prišla z mojim kolesom, vsi pač ti spregledajo kolo, vse gor dol in pol da sicer valjda da so danci pa Pedersen pa to, ampak da so v bistvu navijači Pogačarja, ne, drugače so čisto nori na Pogačarja in to in debata in so gledali. Tako da v bistvu so na koncu ful proslavljali, kaj je Pogačar zmagal, kle po lokalu so se slikali na vseh Pogačarjevih slikah zraven, tako da je bilo res zanimivo jih je bilo videti. To je tako, kot pač da bi šel navijati. Jaz zastopam, da Italijani navijajo za Pogačarja, ki nimajo nobenega, ampak zanimivo mi je, da pa imaš ti tam svojega nekje favorita, no vse, če Pedersen zmagal, najbrž mogoče bi bili še bolj, jaz ne vem, ampak dejansko zanimivo, tako za videti, res. Tukaj se vidi mogoče od Pogačarja, pa tudi Rogliča, ta personality, pa kako derkata, ne? Ker tudi Roglič, ki je začel, on je skozi zmagoval tako dominantno in z nekimi pač takimi nepričakovanimi napadi in je pol pač logično, da vsi, pač da dobiš pol navijače po celem svetu. Ja, on je tudi imel Nizozemce, ne, takrat ful. Mislim, se verjetno ima še vedno svoje navijače, sigurno jih ima, pa zdaj malo drugača, ne, ampak Ja, pa mi sploh ne zavedamo, če greš v Azijo, tam je tako, jaz že, ker sem samo omenil, da sem se pogovarjal z Rogličem, že Ja, ni me to, ja. Kar euforija, tako da. Se ti so tudi sprašvali, če Pogačar kle blizu živi, ne, pa mi tako, če živi v Ljubljani, pa mi ne, pa pač pojemo, da je pač 30 km stran. Jo, se to je v Ljubljani, veš, kaj je to tancem, vitek, ne, oni, kje pa, veš, pa malo pismo, tako so bili čist, no, glavno. To smo sami Slovenci, da se nam je težko zapeljati do... Nam je 30 km dela, valjda, če je doma je gor 50 km. Mi so prav, res smo ekstra. Veš, tam enega Švaba se fura vsak dan na ših 150 km, nam pa tako, zdaj moram pa do Kranja se zapeljati. Rečemo do Maribora, to je pa že, da greš v drugo državo, pišu. Ampak ja, jaz sem gledal dirko in je bilo, še en kolega mi je pisal
in tako me še sprašuje, ne? Ali pa tako sem malo tipala se, kva kdo misel, in jaz do zadnjega napada od Pogačarja sem tako, sej vedno, kaj je napadal, je šel na polno, sam meni se je skozi mislil, kukar da ima še malo rezerve, pa sem... Vse je imel. Ne, ni imel. Zdaj smo gledali ponovitev spet. Ne, bah Pogačar je kar imel. Zdaj smo gledali, no, kako je tam tistih dobrih 40 km do konca, kako je začel navijati, pa jih raztegovati, pa spet nazaj. Ja, sam hočem reči, takrat, ko je navijal, je šel na polno, pa se je pa hitrejši ustavil, pač ni strošil ampak jaz mislim, da ni imel namena on takrat pobegan tim, ampak je imel namen narediti težko dirko, pa jih izčrpati. Tudi tako je on povedal na koncu, ne, po intervjuju. On je povedal, da je vse bilo tako, kot so se dogovorili, razen da so padali, ker so imeli pač nesrečo. Ne moreš vedeti, da bojo oni odpadali, da pač on, če bi sam ustal tam, bi šel že naprej, ne bi jih čakal. Šel, ne, ampak je spet bi bilo težko mu, no, je vedel, da more, mislim, da kar malo počakače, no. Pač tako, jaz sem bil izga mnenja, pa sem očetu to povedal, pa je on rekel, ne, je šel kar na polno, vsak klan sam fora je, da se ni strošil, tako, veš, kaj Milan sam ne remo, imaš eno šanso. On najbolj sam ve, ampak jaz sem gledal pa spet od drugih, pa recimo Boco je pa drugače rekel, pa prav, da je šel pa z rezervo najbrž, no. Jaz mislim, da on sam ve, da greš lahko toliko za rezervo, pa da so drugi toliko bogi, ker to se mi ne pogovarjamo, da smo mi na neki vaški rundi. Samo ni šel pa, se pravi, če ima 100%, jih je šel do, oziroma on pol gre čez 100%, ko je treba jeti, ne, moraš je čez 100% in takrat je šel recimo pa na 90, sama drugih 90 je to njihovih 100, njegovih 90, ne. Mislim. Jaz še vsem, tako, zdajle smo gledali, glihkar, no. Zdajle smo gledali tam z Danilotom, pa še trije spogledali, pa smo vsem se nam je zdel, pa glih to, no, da je šel tam, ki je skočil prvič, pa pol te prve klance, pa potem, da je šel z rezervo, da ne deluje, tudi neki, tam je še gledal nazaj, pa je pa zares skočil, pa več ni več pogledal, ki je šel na ta karem, ta zadnjič. Zares skočil že tak ni imel več šans, takrat je, pač ne moreš gledati nazaj. Se pravim, ni več pogledal, meni se zdi, da sploh meni se zdi, da 1 kilometer pred ciljem je prvič nazaj pogledal. Ne, tako pač, ko je šel, meni je Van der Poel, se mi zdi, da je parkrat malo zafrknil, ker je mislil, da je toliko močen, da mu bo lahko sledil, pa je bil pa tam nekje zadaj spet, pa se neki hecu, na pol hecu. Tako da njega mi je tako malo, pa nam rekel, da mi ga je žal, ker ga Pogačar je pač odpeljal tako, ko se zagre. In je tudi pol na koncu, ko so kao skup delali, ne. Jaz sem temu kolegu tako še pišem, sam bo zajeban, če se bojo oni složno kolesarili, ne, so 4 proti 1. Sam se je videl, da niso šli v zadnji na 100%. Ne, oni so že po parih kilometrih začeli neki taktizirati. Sam so šli na vrh klanca. Čim so prišli na uno avtocesto, ki zgleda kao avtocesta, tam so se že začeli gledati, je bilo že konc. Ne, takoj so prišli na vrh klanca tega, ki so odpadali, je bilo že balkane gledanje, taktiziranje. No, se pravi, mislim, da je bilo kar hiter, jasen, da to ne bo. Mislim, meni, če povem po pravici, pa ne zdaj, da bi neki se hotela zdaj klet ful hvaliti, ampak jaz sploh nisem bila presenečena nad ničemer, meni je bilo prav tako, jaz sem nekako računala, da se bojo Pedersen, Van der Poel pa Pogačar med sabo dajali do tega praktično predzadnjega, no, v bistvu klanca, ne, in tako je tudi bilo in so otežvali dirko, UAE je probal delati dirko čim bolj težko, malo so imeli nesrečo zaradi tega paca, no, ki je bil tam kar dosti, so zgubili enega ali 102 kolesarja, se ne vem. Mislim, da so 3 zelo hitro zgubili. Ja, no, tako da je bil on zelo, mislim, da je bil tam 70 km naprej praktično že sam, ne. 70 pred ciljem, no, tako da. In je bilo kar, ampak so pa ves čas, ko so pa bili v spredi, so pa delali in navijali in delali težko dirko. Mislim, da je edini, no. Sej pri drugih se mi ni zdel, da bi... če bi imel še 3, bi bilo definitivno še dosti težji. Ja. Za ostale. Tako da meni je bila fantastična dirka in tudi napeta, res taka. Pa spet je pa res, da je zmagal in itak smo pole dobra dirka, ne? Imel te kristalne krogle kot ti, tako da jaz nisem pričakoval, da bo tako sploh, da bo Van der Poel tako, ko so se mu odrezale moči, tega nisem pričakoval, ker je naredil v
10 metrih mu je naredil 8 metrov fore, ki je on začel opeke okrog obračati, ker sploh ni bilo več nog. Tako da sem se čudil, da je sploh priključil pol še ostalim, zato ker pač tam je pač njega odrezali tako, Ja, priključuje zato, ker so ostali mečkam popustili, ne, če ne vprašanje, kaj bi sploh še bilo. Pa ne, pa vsem saj pol so je šel šli tam- nadol, pa gor pa mečkam prdubu spet. No. Gor so šli, na koncu niso imeli Tudi toliko so še veliko. mogli, ja, ne vem. Jaz Tako tudi da- pač zdržuje še glih toliko, da se je, zato se pa na koncu pol je bil v bistvu tretji, a ne, ni več, tudi Pedersona več ne mogoče printati. Čeprav sem rekel, da če bi prišli slučajno, oni trije v cilj, pol bi, skupaj bi se upala staviti na Pedersona tudi v šprintu, a ne. Nekako. Ja, mislim, sej, glede na to, da je imel lead out, pa on je, Pedersen je še povedal, da je ta njegov, zdaj sem spet pozabil ime. Kdo je bil že s Pedersenom? Lejno. No. Stuyven. Stojvane. Da je vedel, kako ne mu pa še šprintati in da je direkt tako tudi navlekel, da je sam brzino sam počas dodajal, ne? Da so šli počas in pol hiter in je pač je vedel, da to Pedersen ustreza in tako da pač ja, zelo, zelo dobro. Pa všeč mi je, da so bili na koncu mogoče čisto vsi zadovoljni z rezultatom. Vsi so vedeli, da je to bilo max, kar so dali. Ja, tudi kaj gleda zdaj te posnetke podelitve, ki sedijo tam, so vsi nasmejani, noben se prav kisel ne drži, tudi Van der Poel je dobre volje, nič grdo ne gleda, tako da ja, sej to je bila neka realnost, a ne. Ja. Mene prav zanima zdajle, ko bo Pariz-Roubaix. Ja, to vse nas zanima. Ampak smo zdaj tudi gledali res traso. Jaz nisem nikoli pač toliko gledala, sem Pariz-Roubaix velikrat, ampak nikoli nisem gledala pa dejansko profila trase in to je res benga klanca, res noč vse skupne, tako da še hujška San Remo. Res pa je, da so kocke, a ne, in pač svoje tudi kocke rabijo neko moč. Neke vate razvijati. Ajde, greva. Pa še vi v komentarje zapišite predikcijo za Pariz-Roubaix. Me prav zanima. Ja, jaz bi si želela, da Pogačar, jaz še vedno pravim, da Pogačar lahko to zmaga, če se mu vse, da rečemo, da se vsem vse poklopa, vsi ustanejo na cesti, pa nobenega defekta, pa noben ne pade, ne nič, jaz rečem Pogačar. Ok, dober. Kaj pa ti rečeš? Jaz mislim na nov 3. Kaj na? Da ne bo 3. Kaj pa ti rečeš do? Pa načeloma mislim, da bojo tako spredi isti, ki so bili zdaj. Mogoče bi dodal še Gano. Ampak da tudi če bi bil šprint, ga ne vidim, da bi v šprintu kjergakoli od, se pravi, Pedersen, Gana, Van Aert, Van der Poel. Jaz mislim, že če pride s prvo grupo... No, pa če pride te v cilj, pa se dobro, tudi na Roubaixu, tudi na Roubaixu ni bilo šprinta zdaj, že nekaj časa me se zdi, tako da... Sam leto so kar dosti, mislim, če bi tako, če bi zdaj mi dal en nar na enega lahko stavaš, bi rekel Van der Poel. No, ok. Ker mi je, pač ja, se mi zdi, da je še jaz sem pač bolj tak... sanjač mogoče, pa sem pač tako rekla. Ja, ne, sej, če zmaga to... Ja, itak se tako, ko smo rekli, ne rabi niti na tur več. Ja. Je lahko pospraviti, letošnjo sezono lahko konča, pa gre rajši na dopust. Kakaj si Stoner, samo zaključ, pa pusti drugim, da dobijo okej in to je to. Sej, jaz sem pač se pravim, jaz sem sanjač in... Ja. Ne, tako ko je odpeljal, meni se je smajal, še preden je zaključil, sem dal že na Instagram GOAT, se pravi greatest of all time. Ja. In pač meni je, ko gledam njega, se mi tako smeji, zdaj mi je še všeč, da je še Rogla spet odpeljal ta zadnjo dirko, tako ko je, se mi tudi pri njemu smajal, tako da imamo eno sezono Slovenci, ki se nam bo po moje sam še smajal pri TV ekrani. Tako da... ampak se pravi, če bo Pogačar, če Morata pride v 3 na Roubaixu, če zmaga, pustimo in tako brez, ampak že če Morata v 3 pride tak kolesar, jaz zdaj sem pogledal na enkog podcastov, so vsi že zdaj
Ja. mnenja, da je to. Da Ja, ne, se jaz rečem, pa tazga tudi v končni kolesarja fazi, tudi če bo 10, mu ni ne za zameriti, niti ne reči, da je za nič, niti da je za en kurc, niti nič, tudi če bi bil 10 ali pa ne vem kjer, karkoli, ker je to taka dirka, da dejansko ni to za njega dirka, saj kukor ga mi poznamo, kukor mi vemo. Ampak jaz še vedno pravim, da če pa se vse poklop, pa če vse skup gre, pa če jih drži, pa če jih zdrži, da je vse ok, jaz bolj njega gledam v tem, da ima toliko sposobnosti te hitre regeneracije, sposobnosti tega držanja dolgo držanje težkih vatov in še vedno to, tudi če mislim, da nisem čist nerealen človek, če sem tako rekla, ampak sem pa ne bom stavila nobenega drugega. Jaz tako, če igra Slovenija proti ne vem komu, pa še če se vem, da so oni toliko boljši, bom vedno stavila na Slovenijo. Če igra moj sin proti ne vem komu, pa če se vem toliko boljši, bom vedno stavila na njih. In tak človek sem. Ne, sej to je pravilno. Sej se mi zdi, da vsi srcem upamo, da bo sej vem. Tako da a si tudi punce gledal, Flandrija? Punce sem gledal sam na konc, da sem videl šprint. Ja, sej v bistvu, mislim šprint, mislim, pri puncah je bilo zelo podoben, pri fantih spet je bil na ta kvaremont, ali kako se to izgovori, čistočen. Hud kvaremont. Ja, kvazi moto pravim. Nekaj tasga. Ja, kaj pa vem, kaj je. Okay. V glavnem so se 4 odpeljale, vem, da je bila Nijevija doma, pa Perot, pa Lotte Kopecky, ki je pol zmagala, pa še ena je bila. Najhujš, kar se je zgodilo na dirki, je, da je Una se razbila, ne? Longoborghini. Ja, veš, da to nisem gledala, kjer so kakšne imele težave prej, ampak tudi že ni bilo zraven Vipsove, no, a se je ful razbila? Ja, kar nisem sicer, ne vem točen kaj za en update, koliko je poškodvana, ampak je kar orang, pač ni šla naprej, odstopila. Tako da to lahko... bomo še videli, kaj se dogaja, bomo prebrali, vse bomo še povedali sproti. Za Pariz-Roubaix lahko sam še to povem, da ženski je v petek že. Že v petek? Se pravi, 2 dni prej ali kaj? Mislim, jaz sem gledal zdaj na sporedu na Eurošportu, ko sem šel čez spored. Da nisi gledal to, ko sem jaz gledala za Flandrijo, pa je bil lanska Flandrija v soboto. Ne, ko piše v živo. A res? Ja. Tako da je že v petek, pol... Kaj bojo pa delali še en dan vmes? Ja, ne vem. Glede na to, na kjermu koncu je oni navijači, ga bojo pil, pa žurali. 12. april. Ja. No, smo 7. To je sobota? Pa ne vem kva. Ja, to je sobota. Ja, 12. april. Paris-Roubaix. Place on Saturday, April 12. Soboto. V soboto je ženske. Že se spet zmotil. V četrtek je Chel de Pris, je še ena klasika. Tako da tam bojo zihar tudi določeni še kolesari, pa danes se pa začne dirka po Baski. Sem pa presenečen, ker je Almeida spet, tako da ta model se bo čist strošil po moje do Gira, tako da super, kar gre na to dirko. Pol sta Butrago, Bilbao, Mas, Dunbar, Kusa sem napisal čistko, da ga spremljam jaz, da vidim, če gre kam. Pa Hirši. Drugi so pa pač tako še neki teh kolesarjev, sem ni pa men tak, da bi rekel. Ja, letos se vsi te top spremajo za tale tur pa Giro, ne, in pa mislim, Velta, pa svetovno. Ja, in mislim, da jih ni pol na vseh teh ostalih dirkah, nekaj ponovno smo tudi na Baski videli kakšnega tazga, bolj top 5, ne, mogoče svetovno kolesarja, zdaj ga pa ni, ne. Mislim, se top 5, če odštejemo te 4. Ja, no, se bo jih je 20. Ja, no, vem, ne, ampak nekako, ja, letos je vse mečkan drugač. Tudi se glih zaradi tega, tudi mogoče zato, ker zdaj Vingegaarda kar naenkrat nikjer ni, ne, spet je zginil, Remkota ni. Zdaj tukaj bo to tudi, smo se tudi že danes pogovarjali, da bo tur letos verjetno zelo, zelo zanimiv. Pa dobro, spet mogoče ne za prvo mesto, ampak za drugo, tretje mesto pa naprej, oziroma kdo se bo sploh boril, kaj se zdaj dogaja z Vingegaardom, nimamo pojma.
A bo to mogoče s to Jorgensom prevzel lahko v končni fazi, ker Jorgenson je bil lani tudi zelo dober. Ne? Ja, sam še vsem. Ja, mislim, ne vem, tako je malo, no, vse skupaj. Remkotom tudi ne vemo, kaj se z njemu dogaja, v bistvu zdaj ne. Vprašanje je, on bo v bistvu zdaj v taki poziciji, ki je bil lansko let Vingegaard, ki je bil prej toliko poškodovan, pa mogoče tudi Pogačar 2 leti nazaj. Ne, Remko se že voz. Ja, se je tudi Vingegaard skozi vozil, kam da se ni vozil do tura. Ja, to so bile njihove izjave. Ne verjamem tej vizmi, ki sam lažejo. To je Petra s teorijami zarote. Ma, niso to teorije zarote. Sploh ni bil poškodovan, treniral je cel cajt. Tudi to je, sploh niz dvakrat za reči, da ne bi bilo resno. Resno. Ja. Tam vsi strokovnjaki dajo izjave, da če imaš prepičena pljuča, ne moreš več šankol voziti, kot si se vozil, pride pa na tur, pa je drugi. drugi. Ja, no. Je zlanje zma, predlanje zma. Ja, no, vem, no. Prav se ni vozil. Ne, zabavaj se. Ne vem pa, se pravim, Remko pa nekaj ne bi zdaj tudi nekaj začel voziti. Ampak konc meseca, ne, šele nekaj 20. aprila sem videla, da ima nekaj eno dirko, da ne bi šel. Za Remko, da niti ne vem, sam po moje na Dauphineju bo jih bo že enih par. Jaz se to, sem ta je ta glavna za tur. Dauphiné je vedno bila nek pokazatelj. Ja, ampak tako gledam, nekaj sem videla, da bo vozil, zdaj le v aprilu ne bi prvo vozil. Dauphiné vem, da Rogla ne gre, zato ker bo itak Giro ja, in pol je Dauphiné je glih pol. Tako da drugi pa po moje, da bojo vsi šli na Dauphiné. Ja, to so še, se pravim, to je še toliko, da se še 10krat premislejo, ampak ja, bomo še gledali Pogačarja, bo še vozil vse tiste belgijske gor klasike, ne. Fak, ja, to je še cel maj. April. Da sem gledala, do konca aprila se to konča, pa njega do Dauphinéja ni več. Kako so sam že 2 tedna? Ja, sej. Zdaj Pariz, a sam 200? Ne. 20, 23, 26, 27 so. Amstel, Fleše, Valone, Liež, Baston, Liež, pa še ena je. 4 so. Meni se zdi. A so 3, se ne ve. Po moje 3. Pa 3. Kaj Fleš, Valonska, pa Liež, Baston, no, se 3 v glavnem. Ko se je tam do 27. aprila se vse konča. Pa se pa itak Giro začne. Ja, 10. maj. Sam res, gre to hiter. Ja, valjda. 10. maj, 24. gremo v Novo Gorico, to šel pa z nami, ja, ne? Upam. Ja. Jo. Sobota je. Saj nimaš odprte štacune. V kratkem bo prišel še moj oči na podcast, tako da če imate kakršenkoli vprašanje glede Gira, ko on bo šel za 1 mesec gre tja in bo šel čez vse trase čez, tako da lahko zapišite v komentar, pa ga bom bolj na podcastu vprašal. So pa rekla, da vas snemala po Pariz-Roubaixu, se pravi zdaj v roku 14 dneh posnameva še to. Tako da vse, kar vas zanima, če imate kakršenkoli vprašanje, komentirajte spodaj, pa ga me spol vprašal na podcastu. Drugač bo šla pa analizo etap, tako kot sem mislim, da že lan za tur šla čez. Tako da to je to. No, zanimiv. Ja. Kar se tiče, jaz sem hotel sam popraviti malo tele, tisti, ki ste gledali komentatorje na Eurošportu, zdaj po Flandriji, ne vem, a si ti zasledila, ampak je komentiral en izmed komentatorjev, da ima Pogačar že to nov kolo, ja. Pa ga nima. Ja, to smo že vsi takoj povedali, da kva sta 1-2 kekca bila to zdaj. Ja, to smo vsi slišali, no, pa mislim, da so tudi tisti, ki pa malo mečkam poznamo kolesa, smo že vedeli, da ni. No. Jaz sem ga prav gledal orang, pol tako, gledam kolo, a ni, pa se je pol kar hiter po sedežni upori videl, da ja, se pravi, ne vem, kaj je bilo s tema dvema, no, sta imela krene parkrat malo takih. Dobidete te informacije, veš, da vejo, da jih ekipa že vosta nova kolesa, da jih testira. Ja, pa pol ne se malo prepriča, ne, preden. Ja, in pol pač vrže ven. No, se tudi midva kdaj kakšno neumno rečeva, tako da lej. Ok, ti jaz sem vse ved. No, lej, če meni oprostijo, bojo tudi unim na Eurošportu. Ja, no, to sem rekel, da je povedal, kar pa tiče se ostalega, pa ne vem, aj še kaj tazga, ne vem, ti zdaj, ne vem, si gledala kaj, kakšno to novo robo, jaz nisem na zasledil, da kaj posebno mislim, kar se najbolj zdele nekje so, najbolj so komentirali pol po dirki, ne med dirko, ampak že je bilo najbolj, da je Van der Poel vozil neke nove prototip obroče, niti nič napisal, kaj, kdo, zakaj, samo pisali prototip na njih. Jaz, kar sem videl, je samo to, da so karbonske špice
špice. Saj je tako izgledali iz slike, tukaj na Cycling Newsu. Nič nismo kaj dosti mogli, ker vse malo zablokirani so ti, ampak to je bila edina taka stvar, no, pa da so jih dosti imeli tele senzorje na ventilčkih neki, Ja, da ti pokaže, koliko imaš tlaka v gumi. No, to je bilo kot neke, so bile bolj take, kaj prav posebenega pa ni bilo. Okay. Tako da ja. Ja, dobro, ne vem, imaš kaj, ta teden je bolj... Ja, runde so se, najprejšnji teden smo začeli z rundam, ja, z rundam, to bi še edino, da smo tisto četrtkovo rundo, tekom, ko smo jo štartali, smo jo malo predelali kar na hiter in smo ugotovili, da zaradi tega klanca, da se izognemo predvsem zaradi prometa in pa da ne kršimo preveč prometa, spremenili, da se ne gre na Lipoglav iz tega Šmarje Sap, ampak v bistvu iz bolj Grosupeljske strani, čez Perovo se reče, no, ti smo koncu in se tam gor štarta in moram reči, da je tudi klanc je mogoče nekoliko lažji, lepši, celo vmes se odpre, če greste počas po njemu, se lepo so dol razgled vid proti Ljubljani in je v bistvu res krasen klanc, pol se rata z njega, da ni to težek, pa da se na njemu še vedno podirkati, pa je zanimiv. Pa bolj smo varni, ves čas smo na tej prednostni cesti, tako da mislim, da smo kar dobro s tem naredili, da smo tako spravili. Ja, meni je super. Ja, jaz se ne pritožujem. To je za bajsije je boljši. Ja, tako da tisti, ki ste 90 kg plus, dobrodošli na rundah, vsi. Tisti, ki ste pa lažji, pa prosim ne hoditi, ker bom moj ego pol trpi, če sem ta zaten na vsak klanc. Nekaj pridite, da ste meni pomagali, da pridemo čim hitrejš gor. Čak, zdaj se bo šlo, a se bo šlo zdaj tako, kot smo šli zdaj? Ne bomo tam šli v Šmarju Sap kar naprej. Se pa pravi, tako, ko gre kontravelo runda. Kontravelo, samo da gremo prej levo. Ampak le bi pa šli čez Barje, ja, no? Ta krogac se mi zdi, da je taka prazna cesta, lepa, da se večkrat še po ravnini zapeljamo, pa tam pa kar direkt naprej naravnost. Ja. Ne bomo nič tam se vozili po tistih vaseh, pa vsem skup. Tle je lušten po Barju meni. Ja, vsi so bili ful navdušeni, pa res je bilo zdaj, je bil slučajno tak dan, ali pa jaz upam, da bo vedno tak dan, da je bilo res prazen, da smo šli v tako smer, da ni bilo nobenih avtomobilov, tudi čez Ig je bilo krasen, ni bilo nobene gužve, smo se lepo odpeljali in mislim, da je bilo čist ok. Trudimo se čim bolj voziti pri kraju, pa da druge čim manj motimo, pa da smo razdeljeni v več skupin, pa pač jaz... upam, da ne motimo preveč ostalih. No. Ja. Noč, to je to? Po moje. Ok. Noč, hvala, da ste spremljali danes zdaj mal krajši podcast, tako da naslednji teden bo imela pa novo energijo, pa bo šla mal več stvari čez. Danes, če sem jaz čist fair, sem že mal zmučen, ko snemava po tretji. Ja, Anže zdrži sam do 3, pa rab id spat. Ja, jaz sem, kako se temu reče, v 30 sekundah mora biti vse fertik. Tako da kratko in sladko. Ja, no, do naslednjič. Se vidimo v bistvu ta teden 2krat na rundi, drugače pa poslušajte naslednji teden. Noč, to je to. Uživite. Čau. Čau.